Medtem ko so nekateri komaj dojeli, da je jesen, so na Pokljuki ta teden že odprli zimsko sezono. Kako jim je to uspelo? Poglejmo. Mi smo prejšnje sezone pripravili deponije snega. Lanski april smo shranili približno 18.000 kubičnih metrov snega, pripravljenega za uporabo na začetku nove zimske sezone, to se pravi v novembru ali decembru. To ne moreš verjeti. Meni ne uspe prišparati lanske obleke, šparovni Gorenjci uspejo ohraniti lanski sneg. Vedel sem, da v tem delu Slovenije praviloma ne mečejo stran ničesar, nisem pa vedel, da to velja tudi za letne čase. Noro. Če bodo naši tekači na smučeh letos res uspešni, lahko torej pričakujemo zmagovite govore v stilu zahvaljujem se trenerju, ki me je gnal na treningih, pa navijačem, ki so mi pomagali čez hude trenutke, pa gorenjski šparovnosti, ki mi je omogočila sneg v začetku novembra. Če smo v slovenski rubriki prejšnji teden obiskali Krivico, pa gremo ta teden v mesto s še bolj neposrečenim imenom. Ritoznoj. Ta štajerska vas leži na zanimivi lokaciji. Takoj pod Ritoznojem lahko najdemo namreč blato, še malo bolj spodaj pa leži tudi luža. Zanimalo nas je, po čem je naselje dobilo ime, zato smo se z ekipo čez vikend podali med vlažne hribčke. In medtem, ko smo uživali v našem team buildingu, so naši novinarski kolegi obiskali dejanski Ritoznoj. Ne pogledati, kaj so imeli o imenu reči Ritoznojčani. Ritoznojniki. Ritoznojilci. Tukaj so ljudje delali v vinogradih in ker so taki hribi, jim je po hrbtu tekel znoj. Po enih pričevanjih naj bi bil včasih tukaj imel vinograde avstro-ogrski posestnik Ritter von Znoj. Še 10 let star pes na ketni se strinja. Teorij je torej mnogo, ampak najbolj verjetna je ta, da je naselje dobilo ime po grofu Ritter von Znoj. Tako kot je naselje Mokronog dobilo ime po grofu Zigmund von Nassefüsse. Ampak, daj opustiti zgodovino, poglejmo si, po čem je Ritoznoj še znan. To slikovito vinorodno območje pri Slovenski Bistrici je znano tudi po zvrsti vina Ritoznojčan. Tako je, iz Ritoznoja teče poleg očitnega tudi vino. Vsem radovednim ljubiteljem vina, ki nameravate obiskati Ritoznoj, priporočamo, da se na poti ustavite še v naseljih Vino, Vinska gora in Vinski vrh. Ampak vas opozarjamo, da na poti ne popijete preveč, da se vam na poti nazaj ne bo potrebno ustavljati še v Bruhani vasi. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.